A si danes za eno tako čudovito vsebino, kajti z angeli smo ti pripravili en tak mini dokumentarec o tem, kaj vse prinaša obilje. 8.8. je že skoraj pred vrati in jaz verjamem, da se na tak dan definitivno splača meditirati, tako da malce o tem več kasneje, ampak v tem trenutku bi ti pa rada povedala še par enih takih trikov, kateri v tvoj dom prinašajo veliko obilja, sreče in tako dalje, če si seveda to dopustiš. In z angeli smo ti pripravili 8 nasvetov, ki so taki zabavni, kratki, niso zakomplicirani, pa vendarle zelo učinkoviti za priklic obilja. Pa poglejmo, kaj so angeli obilja tokrat svetovali tebi. Prva stvar, to sicer prihaja definitivno tudi že iz magičnih svetov, je čistost energije. Ali veš, da če vzameš recimo metlo, pa recimo zelo je dobro, če imaš kakšno brezovo metlo na zalogi, ali pa če si jo recimo za te namene privoščiš, da recimo, če pred svojim hišnim pragom narediš en tak postopek, kjer 8-krat dejansko pometaš recimo ves ta prah in smeti stran od hiše, to pomeni takole stran od hiše, potem na tak način odganjaš vse tisto, kar je negativno, zastarano in zaradi česar obilje ni moglo prestopiti tvojega praga. Tako to je ena taka čistilna tehnika, ki ti bo prinesla ogromno nekega, ravno tako malce energijskega čiščenja prostora, to definitivno, ampak ti bo prinesla pa definitivno tudi čistost teh manifestacijskih energij. Tako da računam nate, da to definitivno narediš. Druga stvar, v hišo je zelo dobro nekam nastaviti 8 kovančkov. Rabaš 8 kovančkov, a ne, po 1 evro. Zdaj, odvisno koliko prostorov imaš, ampak recimo tisti, ki imate hiše, pa imate dovolj prostora, je dobro, da recimo v vsak prostor gre po en kovanček, da ga nekam daš. Lahko ga daš recimo noter v rožico, ne? Pa imaš to recimo v spalnici, pa imaš enega v kopalnici. A veš, da si nekam tako nastaviš take kovančke, da so lahko tam trajno, da so tam lahko stalno in da jih je 8 po 1 evro. To je ena taka super stvar, ki v hišo privablja finančno obilje. Tako da zdaj, če imaš manj prostorov, recimo, če imaš garsonjero, je še vse navodilo, da rabaš 8 kovančkov, ampak bi ti predlagala, da jih potem recimo na različne konce svoje garsonjerce daš, da najdeš neka prava mesta, pa je lahko pri kakšnem kipcu, pa je lahko en v kakšni šatulici, pa če imaš kakšno tamle gledam tibetansko skledo, ravno tako v rožico, lahko mogoče enega na balkon. Skratka, jaz verjamem, da te bo poklicalo, kam to dati. In to je ena taka lepa aktivacija. In jaz ti predlagam, da ko to delaš, pokličeš angele bogastva in obilja in jih prosiš, da z obiljem blagoslovijo tvoj dom. In to ti bo blazno všeč. In res prinese veliko take pozitivne energije. Naslednja stvar, vsakega 8.8. v mesecu ti predlagam, da v krogu prižgeš 8 čajnih svečk in najboljše je, da to narediš na način, da so zelene svečke. Zelene svečke vedno privabljajo obilje, hkrati imajo pa dovolj zdravilnih energij in prosi angele obilja za blagoslove. Unika imate otroke, no te verjel, ampak to je ena taka, ampak to je pa že starodavno izročilo. Unika imate otroke, je zelo dobro, da jim kupite, a veste, te plišaste kocke, ki so. Te kocke, ki so drugače človek na jezi, se obstajajo tudi v plišasti varianti, samo da so kot igračke in so malo večje. Zelo dobro je, če hočeš recimo za svojega otroka srečo prinesti, pa da bo imel obilje v življenju, da mu kupaš 2 taki plišasti kocki in da jih ima nekje v sobi za dekoracijo. Ker tukaj še otrokom prinesemo ogromno neke tazge, temu se reče good fortune oziroma neke dobre usode, dobre sreče. Kaj bi vam še svetovala? Tisti, ki imate recimo parcele, čeprav to si lahko recimo tudi na balkonu narediš, je, narava je res čudežna in ona je tista, ki res, ko se nekaj odloči, je po njeno, ne? Kar lahko narediš je, da v naravi poiščeš kamenčke, in da iz kamenčkov narediš osmice. To pomeni, da narediš eno tako kamnito strukturo, to pomeni v obliki številke 8, kjerkoli lahko imaš na svoji parceli in zaprosiš vile obilja, če tvoje posestvo, tvoje življenje in tvoje ljubljene lahko obogatijo z tistim, kar si pa želiš, tvoje sanje, tvoje želje,
Te pa prosim, da tukaj ne pozabiš na to, da vilam tudi vrneš blagoslov. Drage vile, hvala za obilje in naj bo tudi to portal za vas, za vaše zdravljenje. Če karkoli potrebujete, je ta energija tukaj za vas odprta in naj bo za vas tudi podpora. Ne? To je to. Potem recimo, da zaprosiš angele, ta je zelo dober. Najboljša sreča oziroma deljenje obilja je takrat seveda, ko ga deliš z nekom drugim. Ne? In zelo dober je, obilje je energija, ki teče in takrat, ko ga delimo z nekom, ki imamo to radi, v bistvu to teče čez nas in se še širi. In ta postopek gre pa tako, da zaprosiš, da v naravi najdeš 2 štiriperesni deteljci. Eno štiriperesno deteljco obdržiš ti, ta drugo pa lahko jo, ni problem, tudi plastificiraš, kakorkoli že se odločiš, ta drugo pa podariš neki osebi, kateri želiš, da se izpolnijo njene sanje in ji to poveš. Naredila sem postopek blagoslavljanja tvojih in svojih želja in skupaj sva v tem močnejši. Tako da podarjam ti to štiriperesno deteljnico in zate je aktivirana, da ti bo prinesla veliko dobrega. To je res en tak čudovit postopek in definitivno namen, ki preko niti ljubezni veliko šteje in je seveda zato tudi učinkovit. Naslednja stvar, ti priporočam, da vsak mesec, tudi 8. v mesecu, torej to je naša predzadnja stvar, vzameš eterične palčke. Imaš tudi pri nas na nebeskatrgovina.si, torej nebeška trgovina, imaš palčke za obilje. To pomeni katerekoli palčke, ki so za priklic obilja, angeli obilja, palčke za denar, eterične palčke, naj bojo samo čim bolj naravne, vzameš in recimo tudi lahko vsakega 8. v mesecu, lahko pa tudi kar tako, no, narediš 8-krat s palčko, si prekadiš svojo auro. Torej vzameš palčko in si lepo pred seboj takole prekadiš. Razumeš? Narediš 8 osmic in ravno tako zaprosiš angele obilja, da te blagoslovijo. In ta zadnja stvar je, vsakega 8. v mesecu je zelo dober, ker itak verjamem, da meditiraš vsak dan. Se meditiraš vsak dan, ne? Ampak recimo, tudi če ne meditiraš vsak dan, recimo vsakega 8. v mesecu je zelo dobro in zelo priporočljivo, da delaš meditacijo prav na priklic obilja. Zdaj sem ti dala ene take čudovite nasvete, naj ti pa povem, da 8. to pa je sploh poseben datum, ko bo celemu svetu meditiral na temo obilja, se tudi naš duhovni atelje definitivno priključuje temu namenu in zate organiziramo meditacijo, ki bo prelepa. Zbrala sem tokrat 2 bolj mistična nadangela, zaradi tega, ker bo avgust tokrat res mističnih energij, zato ker bomo imeli še eno super polno luno, 12., 8. in tako naprej. Vse bo tako malo bolj čarodejsko, ampak sem se zbrala 2 mogočna nadangela za bogatstvo in čarovnijo. Prav 2 nadangela sta in z njima bomo kreirali sanje, želje, odstranili bomo vse tisto, zaradi česar manifestacija ni tekla in definitivno bomo delali na veliko občutku sreče. To je res meditacija taka, ki te pocrkla in veš, koliko sem ti pripravila lepa darila in presenečenja. Tako da v tem trenutku, da ne bom preveč povedala, ti dovolim, da ti sama raziščeš to meditacijo, vkolikor te tole zdajle pritegnilo in seveda narediš nekaj na svojemu obilju. Jaz pa ti obljubim eno čudovito večerno doživetje, posnetek ti bo potem na voljo, kjer bom resnično zate pričarala pravo pravljico. In da, to je bila obljuba. Prijavi se hitro, kajti mesta se zelo hitro polnijo in se te veselim.